Jaz sem Lucija Tacer in svojo življenjsko pot sem začela tukaj v Rožni dolini, zato ker sta moja starša bila še študenta, ko sem se rodila. Ampak na srečo, ker smo že takrat imeli dosti dobro socialno državo, sta imela možnost, da sta se naprej izobraževala in dokončala in nadaljevala v bistvu študij, kar verjamem, da je tudi meni odprlo veliko več priložnosti, kot bi jih imela sicer. In smo potem se kar več kot 10-krat selili po Sloveniji, preden smo se preselili tudi v Združene države Amerike. Tam sem potem dokončala srednjo šolo in pa fakulteto, kjer sem študirala ekonomijo in politologijo. In ko sem bila postavljena pred odločitev, kje bi rada študirala, se mi je v bistvu nekako zazdelo pomembno, da se vrnem nazaj v Slovenijo. In še zdaj mislim, da je ena zelo posebna izkušnja se učiti pravo v Sloveniji, ki je pač država stara samo 30 let, ker tvoji profesorji so velikokrat bili zraven pri čistih začetkih, so pisali ustavo in to ima malo kdo takšno izkušnjo lahko v tujini. Glede na trenutno situacijo v Sloveniji, kjer imamo mladi pogosto težavo s tem, da si najdemo stanovanje, stimulativno zaposlitev in pa tudi neko plačo, ki nam omogoča dobro življenje, se veliko ljudi odloča, da išče boljše priložnosti v tujini. Nam v Gibanju Svoboda se zdi to sicer racionalna odločitev in ne moramo kriviti mladih za to odločitev, lahko pa država tukaj prevzame odgovornost in ustvari okolje, v katerega se bodo želeli Slovenci, ki so šli v tujino, se tam izobraževali, dobili izkušnje, da se bodo želeli vrniti. Zato v Gibanju Svoboda res iščemo rešitve, ki se lahko zgodijo na kratki in dolgi rok, da bomo mladim družinam omogočali, da si bodo lahko našli stanovanje. To bomo storili z različnimi ukrepi. Najprej moramo urediti zemljiško politiko, tako da bomo imeli učinkovite postopke, da bomo sploh lahko začeli graditi. Nazadnje pa se zavedamo, da stanovanjska problematika ni izoliran problem, zato smo se odločili tudi, da razbremenimo plače mladim prvih 10 let zaposlitve z ničelno stopnjo dohodnine.